Lepo pozdravljeni, spoštovani gospe in gospodje, vsi zbrani ljubitelji narave in njenih čudovitih darov. Ko nas ta mogočni, čudoviti kozolec spet povezuje in združuje v čudoviti stvari, 4. razstavi zdravilnih rastlin. Bravo, vse čestitke in iskrena zahvala, dragi povojčki. Seveda nas je k temu dogodku in tudi k naslednjim nas bo naprej prijazno vabila sekcija za zdravilne rastline Povojček, ki je zelo aktiven in pomemben del turističnega društva Poljana. In tudi turistično društvo je tisto, ki se mu moramo iz vsega srca zahvaliti, predvsem pa zdaj z veseljem in prijazno vabim na oder predsednika, gospoda Jožeta Kozlerja. Lepo prosim. Spoštovani, pozdravljam vas v imenu turističnega društva Poljana, vas obiskovalce, sekcijo za zdravilne rastline Povojček, nastopajoče, gospod Mojco, predstavnike krajevne skupnosti Holmec in predstavnike občine Prevalje. Z razstavo zdravilnih rastlin se v Kozolcu in z programom prireditev začenja pravzaprav uresničevati naš program v letošnjem letu. Ta 4. razstava nas povezuje, se pravi, začnemo z našim kulturnim programom, katerega vam na kratko predstavil za celo leto. Naslednji, že 2.6. imamo na tem odru predstavo Teater po domače. 7. junija imamo Rok Kozolc. 14. junija imamo ljudske pesmi in popevke. 24. junija imamo koncert ob dnevu državnosti s kresovanjem. 8. septembra imamo Dober dan sosed, na srečanje na Volinjeku. V torek 10.9., se pravi 10. septembra, imamo srečanje ljudski glasbi, plesu in besedi. 7. septembra imamo Koroški kmetijski sejem. Od 27. do 29. septembra imamo dobrodelni bolšji sejem v Kozolcu in nazadnje zaključujemo naš program z pohodom k polnočnicam na Leše. Jaz upam, da boste imeli kaj videti, naše aktivne zeliščarke so pripravljale to zadevo cel teden in razstava, mislim, da upravičuje vaš prihod na našo razstavo in upam, da se bomo usedli vsem v dušo, da bomo drugo leto še bolj obiskani in da bodo naše prireditve v Kozolcu zmeraj, bi rekel, dobro obiskane. Zahvaljujem se vam za obisk, upam, da bomo vsi pozitivno energijo odnesli z Poljane in z tega Kozolca. Hvala vam. Hvala lepa, gospod predsednik. V Povojčku vsako leto izberete sporočilo, moto razstave in letos je ta moto oziroma vaše sporočilo: v naravi je zdravje, v naravi je moč. Vsem nam, marsikaj nam boste sporočili oziroma nam sporočate s to čudovito razstavo. Marsikaj pa nam bodo zdaj povedali naši mladi, ki prihajajo iz podružnične osnovne šole Holmec, svojimi učiteljicami so tukaj. Radi bi nam predstavili, kako so evropski projekt Popestrimo šolo obogatili in popestrili z vsebinami moje srečanje z zdravilnimi rastlinami. Zelo nas zanima, kako, kaj ste spoznavali, kako ste ustvarjali, kako ste pridobivali in širili bogato znanje o naravi, o rastlinah, o rožicah. Lepo prosim, pridite na oder. Tone Pavček otroci, na svetu si, da gleda sonce, na svetu si, da gre za soncem, na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganja sence.
Zdravilne rastline. Katere zdravilne rastline rastejo v naši bližnji okolici šole? Zgodaj spomladi smo našli trobentico, vijolico, marjetico, lapuh, nato regrat in koprivo, trpotec, pominčico, zdaj pa se je razcvetela tudi ivanščica. Kaj vse lahko naredimo iz njih? Nekaj smo napisali, narisali ali fotografirali. Šolarji smo natrgali tudi regratove cvetove in smrekove vršičke, dali v stekline kozarce, dodali sladkor, pokrili z gazo in postavili na okensko polico. Sonce bo sladkor stopilo in nastal bo sirup proti kašlju. Natrgali smo tudi koprive, posušene bomo dali zeliščnemu čaju. Kadar gremo na sprehod, naberemo liste in cvetove, v šoli damo to posušiti med časopisnim papirjem in med težke knjige. Posušeni cvetovi jih bomo porabili za časopiske in drugih malih pozornosti. Pri delu morate biti zelo natančni in merni. Šolski vrt. Letos imamo v šoli Holmec vrt in to ne navaden vrt. Vrt v 2 čebrih. Naš šofer Simon je 500-litrski sod razrezal na 2 dela in nam pripeljal 2 čebra. Postavili smo jo na travo pred šolo. Pobarvali smo jo z zaščitnim premazom, obroče pa smo pobarvali rdeče. Na dno smo dali kopreno, kamenje, opeko, pesek, suhe veje, koprive, vrtno zemljo, hlevski gnoj in spet zemljo. Naša mentorica, gospa Marička, nam je pripeljala domače sadike. Posadili smo poprometo, timijan, materino dušico, drobnjak, čemaž, solato, jagode in rože ognjič. Vse smo povonjali in tudi poskusili. Zelišča bomo uporabili za čaj in namaze, solato za sendviče. Upamo, da se bomo še pred koncem šolskega leta lahko sladkali z jagodami. Tudi vi vabljeni na obisk. Koroška malica. Na šoli si tu in tam privoščimo tudi tradicionalno koroško malico. Za to posebno malico smo vsi na šoli prinesli določeno doma pridelano ali narejeno hrano. Ržen kruh, skuto, mleko, sadje in zelenjavo, zelišča za čaj, sok in pecivo. Skupaj smo pripravili malico. Zmešali smo skuto, oprali in narezali zelenjavo, pripravili pogrinjek in si zaželeli dober tek. Sonce se smeje, rožice šteje, ki na polju že cveto. Sonce se smeje, ptičice šteje, ki na drevju že stojo. Sonce se smeje, ribice šteje, ki v potoku plavajo. Sonce se smeje, kuka stoji.
bravo, naši mladi, juhej, vse čestitke. Mislim, da so v Povojčku in turističnem društvu Poljana veseli in zadovoljni, ker na najlepši možen način prenašajo svoje znanje in izkušnje na mladi rod. In to, kar smo zdaj slišali, je zagotovo en delček, ampak iskren, topel iz srca. Taki mladi bodo dobro vodili svet, so prava bodočnost. Hvala lepa še enkrat, pa to naj povem, da za nagrado oziroma za hvalo ste pa prijeli vsak svojo sadiko, lepo jo posadite, lepo vam naj uspeva, veselite se še naprej z rožicami in zdravilnimi rastlinami. Hvala lepa. Z velikim razumevanjem in s pomočjo pa s Povojčkom sodeluje izobraževalni center Smeri. Pomemben del današnjega programa oziroma letošnjih prireditev je predstavitev dosežkov študijskega krožka priprava učnega zeliščnega vrta. Z lepimi, simpatičnimi napisi iz gline, pa z vsem, kar vidimo, kar je nastalo, le dobro si potem oglejte in uživajte in učimo se vsi od naših prijateljev in prijateljic Povojčkov. Seveda je tako sodelovanje obrodilo najlepše in bi lahko rekli zdravilne sadove. Gotovo ste veseli tega, gospa Ana Pavše, direktorica izobraževalnega centra Smeri. Lepo prosim. Skratka, lepo pozdravljeni. No, zdaj prihajajo člani študijskega krožka, ki so se pravzaprav res zelo prizadevno v zadnjih 2 mesecih trudili pripraviti ta učni zeliščni vrt, ki se nahaja tu zunaj. Najbrž si ga niste pogledali, ker vreme ni najbolj ugodno. V redu. Torej, študijski krožek priprava učnega zeliščnega vrta je začel delovati v aprilu, če smo bolj natančni 4. aprila. In je praktično trajal do danes, pa mislim, da glede na potrebo rastlin, da jih je treba zalivati, bojo najbrž gospe morale še kar zalivati naprej. Torej, zakaj je sploh prišlo do tega krožka? Vsi vemo, da se, in je tudi bilo že danes poudarjeno, da si sekcija za zdravilne rastline pri turističnem društvu Poljana resnično prizadeva svoje bogato znanje, ki si ga je pač pridobila v teh letih delovanja, prenaša tudi na okolje. Vsi poznamo te njihove atraktivne razstave, plus sodelovanje v različnih prireditvah, kot so jesenska srečanja, potem recimo na zadnje so zdaj sodelovali v paradi učenja v Slovenj Gradcu. Skratka, na vseh področjih nas želijo s svojim znanjem, poznavanjem zdravilnih rastlin bogatiti. No in na osnovi tega oziroma z tega motiva je nastal tudi ta učni zeliščni vrt. Ker vsi vemo, da dobro tudi to razstavo, ki so jo danes pripravili, v tako razstavo je vloženega ogromno dela. Treba je nabrati rastline, jih potem razporediti, napisati pač tiste osnovne značilnosti od njih. Nažalost pa taka razstava ne more trajati, ne vem kako dolgo, ima pa svoj rok trajanja glede na značilnost rastlin. Ravno zaradi tega so si nekje člani sekcije prizadevali, da uredijo en učni zeliščni vrt, kjer je možno opazovati, se učiti o rastlinah v daljšem časovnem obdobju, predvsem pa skozi celo to vegetacijsko obdobje. No in rezultat tega je seveda ta učni vrt zunaj. Zdaj, če jaz na kratko predstavim aktivnosti, ki so jih morali za to narediti, da je do tega zeliščnega vrta prišlo, bi nekje te stvari razdelila v 3 sklope. In sicer prvo je bila priprava pa odločitev, kaj se bo nasadilo v ta zeliščni vrt. Temu je sledila seveda nabava rastlin. Drugo je bila odločitev oziroma priprave tega zeliščnega vrta za
zato, da bo primeren za učenje. Se pravi, vsako to rastlino, ki je bila vsajena, to not je bilo potrebno označiti. Ta prva naloga, se pravi izbira, katere rastline bodo dali v sam ta učni vrt, za te člane študijskega krožka ni bil prevelik učni izziv, zato ker so res polni znanja in so lahko potrebno znanje nekje črpali iz tega, kar že znajo. No, drugo področje, zdaj kako to označiti, pa je seveda predstavljalo za njih dosti več torej potrpežljivega in pa skrbnega dela. Kajti že v izhodišču so se odločili, da bodo te gredice oziroma rastline označili z trajnimi napisi, taki, ki vzdržijo tudi različne neugodne vremenske prilike, plus tega, da bodo to estetske označitve. No in vse to je pravzaprav peljalo samo, pa da bo nek naravn material. No. Vse to je pravzaprav peljalo do tega, da je bila edina izbira izdelava glinenih ploščic iz gline, oziroma izdelava teh oznak iz gline. No to pa je bilo zdaj to, pa še nekaj so se ob tem odločili, da bodo te oznake izdelali sami. Lahko bi jih nekje naročili, lahko bi jih, ampak odločitev je bila, da jih izdelajo sami. No to je bil pa malo večji izziv, zato ker nihče izmed njih v bistvu ni poznal to oblikovanje izdelkov iz gline, ni bil vešč v tem. Ampak glede na to, da so oni res taki vseživljenjski učenci, jim tudi to ni predstavljalo nikakršnega problema. Odločitev je padla, to bomo mi naredili. Pomoč za to so poiskali pri gospe Treski Mrdavšič v Spodnjem Javorju, ki se ukvarja z izdelavo teh glinenih izdelkov v okviru domače obrti. No. In skratka, gospa ima pač na razpolago v svoji delavnici tako material, primerna orodja, znanja in pa seveda pripravljenost, da svoje znanje prenaša na druge. No, po 25 urah dela v delavnici gospe Mrdavšičeve so seveda nastale te lepe ploščice, ki vam jih res priporočam, da si jih pogledate. Tretji sklop teh naših aktivnosti, da smo pa prišli do tega, kar se zdaj tu zunaj nahaja, je bilo pa seveda ta končna ureditev učnega vrta in pa priprava vodnika po tem učnem vrtu. Tako da ti trije sklopi so nekje bili sklopi nalog si bili potrebni za to, da smo pač prišli do te učilnice v naravi, bi lahko rekli. Jaz upam, da bo, oziroma vsi člani krožka upajo in si želijo, da bi res to da bi to postala nek prostor, kjer bi lahko skozi ves letni čas, oziroma skozi celo leto gledali, opazovali, kako te rastline rastejo, kako cvetijo, kako se pač razvijajo. No. Istočasno pa seveda spoznavali tudi, čemu so namenjene, kaj v kulinariki, kaj v samem zdravilstvu. No, tu zadaj za mano so seveda gospe pa gospodje, ki so sodelovali v tem krožku. Animatorka je bila gospa Ljuba, ostali so pa zelo pridno delali, ker značilnost teh učenja v študijskih krožkih je seveda to, da gre za demokratičen način učenja brez kakšne hierarhije, se pravi, da si člani študijskega krožka postavijo cilj in potem kako bi rekla, z medsebojnim sodelovanjem, zaupanjem, prenašanjem znanja drug na drugega ta cilj tudi dosegajo. In mislim, da je to not
bilo to res prihajalo izrazito do izraza. Moram še kaj povedati? A sem kaj pozabila? Ne, glede na to, da je to demokratičen način učenja, ne, jaz pravzaprav ne smem tako avtoritativno se tu obnašati. A je vse? No, skratka, jaz mislim, da je to res velik dosežek in da ga bo koristila tako šola, kot pa vsi ostali prebivalci iz tega konca. No pa še to, ena posebnost tega je še to, da je dobro, vse te učne poti, učni vrtovi, tako v Sloveniji kot zunaj niso nikakršna redkost. Polno jih je, take in drugačne stvari se lahko na njih naučimo, ampak ta naš vrt oziroma ta učni vrt je pa prav gotovo prvi tovrstni v Mežiški dolini. Tako da je to tudi še en prispevek. V redu, hvala. Zdaj. Hvala lepa za vaše besede, gospa Ana Pavše. Hvala lepa povojčkom in povojčicam, ki so se nam pridružili na odru in lepo še posebej in dodatno okrasili oder. Zdaj ga bodo pa krasile z vsem, predvsem pa s pesmijo, spet naše pevke, ženski pevski zbor Modrin pod vodstvom gospe Jožice Ovnič. Tam sem jaz doma, kjer je vrt cvetoč, so nam že zapele. Zagotovo bo zdaj tudi nekaj lepega, kar zelo sodi zraven. Vreme nas nič ne moti, saj smo tu sredi lepega, sredi narave, sredi njenih čudovitih izdelkov, sadov in če dodamo še pesem, a je lahko še kaj lepšega? Prosim. Hvala lepa, drage pevke, z vašo pesmijo so rožice še lepše, nas še bolj radostijo. In povojček je čudovita druščina, ena taka velika razširjena družina, polna volje, idej, veselja, ustvarjalnosti, pripravljenosti, aktivnosti, saj ne vem, kaj bi lahko še dodala tukaj naprej in naštevala, vsega so polni in polne. Pravzaprav ste taki kot najlepši travnik, poln cvetja, v katerega se preprosto potopiš in se v njem izgubiš in uživaš. Prepričana sem, da je lepo biti na čelu take skupine, kakršna je sekcija za zdravilne rastline Povojček. Predsednica gospa Ljuba Plazl, a je tako?
Prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ko smo pred 4 leti pripravljali prvo razstavo zdravilnih rastlin v tem našem prelepem Kozolcu, kljub temu, da še nismo imeli izkušenj, nismo vedeli sploh, kako bi se tega lotili, ampak smo uspešno izvedli prvo razstavo, za katero smo bili takoj nagrajeni z velikim številom obiskovalcev in pa z njihovimi pohvalami. In to nam je dalo krila, da smo razstavo pripravili še naslednjo leto, pa še naslednjo leto, no in to letos je naša že 4. razstava. Prvo smo delovali pod okriljem turističnega društva, potem pa smo ustanovili sekcijo in si nadeli ime Povojček. Zakaj Povojček? Kot je zapisal naš Milan, Povojček je majhen, skromen, a učinkovit in je povsod, kot mi, ki nosimo njegovo ime. V tej naši sekciji lahko rečem, da se družimo ljudje, ki nam je mar za našo naravo in za naše zdravje. Trudimo se, da širimo svoje znanje o zdravilnih rastlinah med vse generacije. To lahko vidite tudi danes, sadove našega sodelovanja z otroci. Na vsaki strani se lahko ogledate in to gre zahvala našim otrokom in njihovim mentorcam. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu, kar mislim, da je še dodatno obogatilo in popestrilo naš Kozolc. Trudimo se, res se trudimo, da bi res svoje znanje širili še naprej na mlajše generacije. In zavedamo se tega, da je res v naravi moč, v naravi je zdravje, zato je to tudi moto naše letošnje razstave. Ne samo po zdravilnih rastlinah, prepoznavni smo tudi po naših znamenitih Povojčkovih šopkih, ki si jih lahko tam ogledate. Znamo pa tudi filcati, znamo slikati, pa tudi druge spretnosti in drugih spretnosti in znanja nam ne manjka. Poznajo nas že preko meja naše doline, pa ne samo doline, tudi države. Kot ste prej lahko slišali, smo v okviru študijskega krožka z pomočjo smeri Ravne uredili naš učni zeliščni vrt. Mislim, da je kar edinstven daleč naokoli, na kar smo zelo ponosni. Hvala naši mentorici Ani, da je prisluhnila našim željam in nam to tudi omogočila. Ana, hvala. Moram še nekaj povedati, tudi preko Mocisa smo sodelovali pri izzivih podeželja in pridobili ogromno znanja na vseh področjih, katera so nas zanimala. Vse so nam omogočili, kakršnekoli želje smo imeli in res to je bilo bogatstvo novega znanja. Zahvala gre tudi njim. Zahvala gre pa tudi vsem, kateri so nam pomagali pri delovanju naše sekcije in pri postavitvi te poučne razstave zdravilnih rastlin. Hvala modrinkam za njihovo prelepo petje, katero je tudi popestrilo našo prireditev. Mojca, tebi hvala za lepo vodenje naše prireditve. Mi pa obljubljamo, da bomo vsa naša znanja še nadgrajevali in jih širili še naprej. Torej, da zaključim, nasvidenje na naslednji razstavi, pa tudi med letom se nam lahko pridružite na našem bogatem programu. Veseli smo vsakega novega člana. Pa še hvala celi moji ekipi, ker če imaš takšno ekipo, ki ima toliko znanja, veselja in ljubezni, ni težko delati. Hvala vam. Hvala lepa. Dodajmo tem besedam pesem. Neizkoriščene tajne se skrivajo v naravi, pa v rožicah, ki so tu okoli in nam pomagajo in nas veselijo, in tudi pesem nas vedno razveseli. Lepo prosim, še eno. Svetla
Teden zdravilnih rastlin na Koroškem se zgodi vsako leto zadnji vikend v maju in privabi, poveže enako misleče dobre ljudi, ki ste še posebej dobri z naravo, povezani z njo, spoštljivi in hkrati polni zagnanosti in veselja do dela. Vsega tega bi se mi vsi drugi morali zelo, zelo učiti od vas. Bilo bi lažje in lepše na tej naši ljubi zemljici. Vem, da se danes z vami veseli tudi župan, gospod Matic Tasič, ki ga zdaj prijazno vabim na oder k besedi. Prosim. Vsi skupaj lepo pozdravljeni. Ravnokar sem bil pri pravi lakoti, zraven povojčka, ampak nisem lačen. Pri rastlini prava lakota. Lahko rečem to, da je danes v temle kozolcu res čudovito. Čudovite rastline, čudovito pripravljena razstava. Vi vsi, ki ste prišli, ste čudoviti, kljub slabemu, mrzlemu, skoraj zimskemu vremenu, kljub takim in drugačnim odnosom, ki so zdaj v naši ljubi državi Sloveniji, ampak kljub vsemu sem šel mimo koprive, kar pomeni Slovenci smo kot kopriva. Sami se bomo prebili iz teh težav, sami smo se not porinili, zato bomo sami prišli ven. Ampak samo skupaj, tako kot povojček dela, vsi po vrsti, povojčke in povojčki, ne vem točno, zdaj me slavista vprašal, kako se reče moškemu pa ženskemu spolu, da ne bomo razpravljali o slovenščini, ampak vsi skupaj res ste pripravili čudovito razstavo. Želim, da seveda čim več ljudi to vidi, predvsem pa, da tam kako zadevo si zapomnijo, včasih človek pa le kaj rabi, pa si skuha čajček in ko to pomaga, je to ta prava zadeva. Želim vam seveda uspešno delo, pridno delo še naprej in lep večer, kljub temu, da je malo mrzlo, ampak bomo že preživeli. Hvala lepa. Gospod župan, samo malo vas prosim, če še počakate, kajti naj se zdaj zgodi uradna otvoritev te čudovite manifestacije v pozdrav naravi in njenih darov, v čast in zahvalo vsem dobrim ljudem, ki so vse to pripravili. Prosim vas, če opravite zdaj to prijetno dolžnost. Hvala za to. Res sem vesel, da lahko uradno odprem to čudovito razstavo in želim, da jo čim več obišče starih in mladih v vseh teh, pravzaprav danes zvečer, jutri, pojutrišnjem in ponedeljek cel kup šolske mladine in torek, da bodo videli, kako čudovito je in da bodo tudi poskusili, kot sem prebral nekatere stvari. Lani je bilo enkratno rožice, tiste, kaj so že maslenice, to je bilo, ne vem, če nisem pol pojedel, so mi kar šteli tam po vrsti. K sreči jih menda letos ni. Hvala lepa in nisem srečal, res nisem imel časa, da bi vse pogledal. S tem uradno otvarjam to razstavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden gremo k rožicam, k rastlinam, bi se rada zahvalila vsem, posebej pa sekciji Povojček. V naravi je zdravje, v naravi je moč, ne pozabimo. Vedno, ne samo to leto. S tem nas povojčki vabijo, ozaveščajo, nagovarjajo. Z veseljem vam bomo sledili, vam prisluhnili, si tudi pogledali gredice, poskusili gospoda župana le odpeljite tja k tisti dobri rastlinici. Hvala tudi mladim šolarjem, pevkam Modrina, Modrina. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali in priskočili na pomoč našemu povojčku. Razstava je torej odprta in prijazno vabi.
Vabi vas učni zeliščni vrt. Poskusite dobrote iz zdravilnih rastlin, napasite si oči ob čudovitih šopkih iz listja in zdravilnih rastlin. Letos so dodale še cvetje iz krep papirja. Jutri v soboto vas kozolec vabi že od 9. ure dalje in če takole malo preletimo, kaj se bo dogajalo, od 10. do 12. ure vam bodo mladi še bolj natančno in podrobno predstavili svoj projekt Moje srečanje z zdravilnimi rastlinami. Ob 12. pridite na pokušino rpičeve župe s povojčkom. Zanesljivo bo dobra, pa pogrela nas bo tudi. Od 13. ure dalje sledi popoldne zeliščarko gospo Magdaleno Bruder. O 15. pa vabljeni na predstavitev aronije. Vse do 19. vam bo kozolec z vsemi svojimi stvarmi na voljo na razpolago. Nedelja od 9. ure dalje, ves dan prikaz filcanja in izdelkov iz naravne avtohtone solčavske pasme s članicami skupine Bicka iz Solčave. Ob 10. botanika na terenu, natančen podroben ogled učnega zeliščnega vrta in drugih zdravilnih rastlin okoli kozolca. Ves dan seveda naprej vabijo šopki. Od 11. do 13. ure prikaz izdelave šopkov iz listja. O 15. zdravilne rastline v vlogi pomoči v gospodinstvu. To temo pripravlja gospa Nuša Hamler. Bogat program torej, ki vabi in navdušuje. Naj vas privabi do konca vse dni, pa tudi vaše prijatelje. Povabite jih, pripeljite jih seboj, da bodo videli, kaj so sadovi narave. In naj vas vse pesem Modrina pospremi k ogledu, k užitkom, k druženju, k klepetu, k veselju. Hvala lepa, drage povojčice in povojčki še enkrat, hvala lepa Turistično društvo Poljana, lep dogodek je to, ne bomo ga pozabili. Hvala lepa. Naj bo maj, naj bo sanja visok.
Še enkrat prisrčna zahvala za tvojo To je nekaj posebnega, vse vzime zidi s citronko, zato ima zgodbo, tukaj in povojčka. Najlepša hvala. Je to Ruj? Najlepša hvala. Res. Kaj pa tebi? Tekočo rožico.